Prav lepo pozdravljeni tudi danes, drage gledalke in gledalci. Danes se bomo ustavljali ob veseli se, ne boj se. Tudi to je vabilo adventnega časa. Adventni čas nam govori tudi po Mariji in na zadnjo adventno nedeljo nam prav po njej spregovori. Če kdo, nam ona lahko najbolj pokaže, kako omogočiti Bogu, da se v nas rodi. Kajti ona je tista, ki je najbolj uresničila prav to možnost, ki jo Bog daje človeku. Angel je oznanil Mariji njeno poslanstvo, ki je postalo razlog veselja. Saj jo je pozdravil: veseli se, Marija. Ni je pozdravil tako, kakor mi molimo: zdrava Marija, milosti polna, ampak veseli se, milosti polna. Tako je pozdravil. Torej veselje. 3-krat na dan zvonovi oznanjajo Ave Marijo. Torej, da naj zmolimo in se v molitvi spomnimo tega dogodka, kako je angel oznanil Mariji njeno poslanstvo. Torej, kaj naredimo? Začetek, sredino in konec dneva potapljamo v ta dogodek. V dogodek angelovega oznanjenja Mariji, ki je hkrati tudi dogodek spočetja Božje besede v Mariji. Krščansko življenje nosi v svojem srcu, torej v svojem središču, in ima za začetek ter konec utelešenje Božje besede, rojstvo Božje besede. Marijin da je pritegnil Boga v svet, in to na poseben način. Ob tem se lahko malo ustavimo in razmišljamo, ne? Bog Oče je celo zgodovino, pravzaprav od prvega greha naprej čakal in želel človeka, v katerem bi lahko izgovoril besedo, tako da bi meso postala in na svetu prebivala. In v Mariji je našel tak prostor, je našel tako srce, ker za Boga je prostor srce človeka, da je lahko v njej, v tem prostoru izrekel to večno rojstvo svojega sina in je tam dobilo to večno rojstvo tudi obliko zemeljskega spočetja in kasneje rojstva. In Marija je podoba vsakega vernika in je podoba vse cerkve. Tudi cilj mojega in tvojega življenja je izreči ta da Bogu, ta Marijin da ali marijanski da. To je cilj vsega stvarstva. Namreč v vsem stvarstvu in človek v imenu vsega stvarstva lahko izreče ta da, ker Bog želi vsem stvarstvu biti rojen. In vse stvarstvo potem svojem rojstvu odrešiti, mu omogočiti vstop v nebesa, v večno življenje, v Božje kraljestvo v vsej polnosti. Srečanje med angelom in Marijo je srečanje, ki ga je Bog iskal, odkar je ustvaril človeka oziroma odkar je človek grešil. V Mariji je ljubezen pisano z veliko, to je Bog, ljubljena. Ljubljena v vsej človeški zmožnosti in možnosti. Ta ljubezen pisana z veliko, torej Bog, je našla svoj dom v Mariji. Našla dom, v katerem se je lahko naselila. In človekova hiša, torej človek, njegovo srce, kajti to je tista resnična hiša, kjer človek prebiva, ni več pusta, ni več prazna, kajti v njem prebiva Božja beseda, očetova beseda. V Mariji vidimo začetek medsebojne ljubezni med Bogom in človekom, ki bo močnejša od smrti. To je Bog hotel od vsega začetka. V raju je to bivanje te Božje ljubezni v človeku že bilo. Ampak človek je svojim ravnanjem z grehom Boga izgnal iz raja svojega srca. Sicer beremo, da je človek moral iz raja,
ampak v resnici je človek izgnal Boga iz tega raja, kamor ga je Bog postavil. Tako že v duhu zremo veliko noč, ko zremo v jaslice, ko zremo v Marijo, ki je dala dom Božji besedi. Ja, zremo veliko noč, kajti beseda, ki je v Mariji meso postala, je ljubezen, ki je premagala smrt. In samo ljubezen lahko premaga smrt. Besedilo pravi, da je Marija se je vznemirila. Se ni prestrašila. Preroki, ko so nekako se znašli pred Bogom, so se prestrašili. Tudi učenci potem so bili prestrašeni in je pravzaprav bila vedno prva beseda bodi si Boga v Stari zavezi, kakor tudi Jezusa, ne bojte se. No, pri Mariji pa ni prva beseda ne bojte se, ampak ker ni v njej strahu, ampak je vznemirjenje. In zanimiva je ta beseda, ki v originalu nosi v sebi nekaj tega, kar je izraženo v zaljubljencih. Zaljubljenci so vznemirjeni, ko gredo na zmenek drug z drugim. To je nek strah, kako bo, kaj bo, kako bo, ampak hkrati pa to ni strah, ampak je neka pozitivna vznemirjenost, ki človeka prebudi, ki ga naredi hrepenečega, ki ga odpira drugemu, kateremu gre naproti. Tako je bila Marija vznemirjena. Marija je pri Bogu našla izredno veliko milost. Večjo milost od tiste, za katero si je na primer Mojzes sploh upal prositi, ko je prosil, da bi Boga videl. Ampak Mojzes je Boga videl, tako pravi Sveto pismo, v hrbet. Tudi kak drug prerok je videl od zadaj Boga, torej ne direktno. Marija pa je direktno, bi lahko rekli, bila deležna te milosti, srečanja Boga. Našla je takšno milost, da je bila polna vse milosti, da je to postalo njeno ime, polna milosti. Boga, gledajte, ki ga nihče ni mogel doseči, ne videti, niti misliti, ali si ga kakorkoli predstavljati, je Marija spočela, rodila in potem objemala. To je neizmerna milost. Nekaj tega lahko mi občutimo, ko se v našem srcu Bog rodi, ko ga sprejmemo pod podobo kruha v Evharistiji, ga lahko na ta način objamemo, se z njim združimo. V Mariji Bog izvede nekaj nemogočega, tako da pošlje človeku svojega svetega duha, ki omogoča spočetje in rojstvo Boga najprej v človekovem srcu. Tako je bilo z Marijo. Poslal je svetega duha, ki jo je pripravil, angela, ki je to sporočil, ki je to povedal, da je tudi z razumom, z celotno svojo osebnostjo to lahko sprejela. In da je sprejela Boga tako, da se je rodil najprej v njenem srcu. Tam je Bog Oče najprej izgovarjal svojo besedo. Začetek novega življenja ni več po človeško, ampak po Božje se zgodilo. Marija ni spočela po človeško, ampak je po Božje, od svetega duha spočela. In tudi to je nekako nakazilo, podoba, kako Bog želi v nas delovati. Presega vse človeško delovanje, tudi v vsakem izmed nas, ker želi delovati v vsakem izmed nas po Božje. Odrešenje vsakega človeka je postati kakor Marija. Sprejeti Boga, se veseliti in tako se Božje veselje naseli v človeku, kot se je v Mariji. Sprejeti Božjo ljubezensko ponudbo, dati meso v svojem telesu njegovi večni besedi. Torej, da tudi v meni beseda postane meso.
da se v nas utelesi sredi sveta, tudi danes. Smo že v teh dneh razmišljali, kako se to zgodi, kako lahko ta Bog, ki mu dam jaz prostor v srcu, prodira skozi moje misli, moje besede, moja dejanja. Kako zasveti tem duhovnem pomenu besede iz mene, kako to vpliva lahko na druge. Marija je slišala angela, zato ker je bila pozorna, ker je bila odprta Božjemu angelskemu glasu. Kaj je meni Bog povedal v zadnjem obdobju, se lahko ob tem vprašamo. Kje mi je govoril? Kaj mi je sporočil? Koliko sem bil pozoren na ta glas? Marija je slišala angela, ampak to angel ne govori z usti tako kot človek. Torej je bila to ena drugačna beseda, jo je drugače slišala v svojem srcu. Tako vprašajmo se, ustavljamo se ob tem, kaj je meni Bog govoril v tem zadnjem času. Še malo, pa bo tukaj Božič. Kam me vabi ta notranji glas? Marijo je vabil na eno pot z Bogom, da bi svoje življenje posvetila njemu. Poskušamo se z Bogom pogovarjati, kaj pričakuje od mene. Marija je povedal, kaj pričakuje od nje. Tudi meni želi povedati. Nekaj mi je že povedal, nekaj še bo. Bodi pozoren na to. Stopi v molitev, pa se pogovarjaj o tem z Bogom. Morda lahko tudi razmišljaš o tem dnevu, kdo so tvoji angeli, ki ti jih je Bog poslal in ti jih pošilja. Preko katerih komunikacijskih kanalov bi danes rekli, sprejemam največ Božjih sporočil. Je pomembno, da se pri tem ustavljamo, da o tem razmišljamo, ker bomo bolj pozorni na te kanale, ki jih Bog uporablja, da mi sporoči to, kar hoče sporočiti. Vsak ima lahko svoje, vsak dan so lahko malo drugačni. To ne pomeni nekaj avtomatskega. Marija se je ustavila ob teh angelovih besedah. Je iskala, kaj to pomeni. Sprašuje, kako se bo to zgodilo. Torej, vidite, je vsa angažirana. Sprašuje, hoče določene stvari vedeti. In Bog ji odgovarja. Tudi nam bo odgovarjal. S katerimi vprašanji prihajam v kraj svoje molitve, recimo danes? Katera so glavna vprašanja v meni? Zlasti v tej smeri, kako hoče Bog svoje rojstvo v meni uporabiti za to, da me pošlje v svet kot Marijo. Kaj me skrbi v tem zadnjem obdobju? Prinesi to pred Boga. Katera vprašanja jaz postavljam Bogu? Kaj iščem v svojem življenju? Česa me je morda strah danes, v teh dneh, ali pa v življenju nasploh? Morda se lahko z Bogom pogovarjaš, kje so izvori tvoje negotovosti, nejasnosti. Ja, vse to imamo tudi v sebi. Ni nam vse jasno, zato smo negotovi. Marija je vprašala angela. Vprašajmo. Na čem temelji recimo moje upanje, tvoje upanje? Marija potem odgovori na besedo, angelovo besedo. Ko ji angel odgovori na vsa ta vprašanja, reče, zgodi se. Je moja beseda jasen odgovor? Poskušaj biti jasen v odgovoru Bogu. In potem angel obljublja veselje, da bo veselje napolnilo tvoje srce. In to želi Bog tudi z menoj in s teboj. Najni srci napolniti svojim veseljem. To ni zemeljsko veselje, ampak Božje veselje. Zato je dobro, da se vprašam, kaj mi prinaša mir in tiho radost. Božje veselje v srce. To ni veselje, ki potrebuje neke zunanje spodbude. Kot tako veselje je nekdo imenoval šampansko veselje. Ne? Torej, ko moraš odpreti steklenico šampanca, ki poči, se peni,
potem si naliješ, je kozarec poln, ko hočeš spiti, je pa skoraj prazen, ker je to prazno veselje, ki ga daje svet. Kje iščem veselje? Bog prihaja, se želi roditi v mojem srcu tudi zato, da bi me napolnil s tistim veseljem, ki ga Bog Oče čuti, ko vso večnost rojeva besedo Sina. Zato je morda dobro, da se v teh zadnjem trenutku pred božičnim praznikom še vprašam, odkot strah v meni, kakšen strah je pri meni, pred kom ali pred čim ga doživljam. In ga potem prinesem pred Boga. Še bolj pomembno pa je, da se vprašam o duhovnem veselju, odkot prihaja, ga čutim v sebi, kdaj ga doživljam, ob čem ga doživljam, to duhovno veselje, Božje veselje, ki prihaja tiho, ne šampansko, tiho, ampak žubori v meni in kar prihaja in kar je, ne glede na zunanje okoliščine. In takrat, ko to začutim, vem, da se mi je v srcu rodil Bog, da se je v srcu naselila Očetova beseda in me usrečuje. Da bi čim več tega bilo v teh dneh, v vsakem izmed vas, vam želim.